Na obisku. Dobrodošli v novi epizodi serije podkastov Na obisku, ki nastaja v produkciji Slovenskega združenja bolnikov z limfomom in levkemijo. Gostja tokratne epizode našega podcasta je Alenka Dobrovoljc, glavna medicinska sestra kliničnega oddelka za hematologijo Univerzitetnega kliničnega centra v Ljubljani. Dobrodošli na obisku v našem podcastu. Dobar dan, lepo pozdravljeni. Gospa Dobrovoljc, kako ste? V redu, dobro, delavno, vsak dan znova. Novi izzivi, novi načrti, nove situacije, kjer se pač spopadamo na oddelku z novimi stvarmi, z bolniškimi, z odhodi, z novimi prihodi. Prihodi so zelo dobrodošli, zlasti srednjih sester nam primanjkuje, tako da dobrodošle, če se odločite, da pridete k nam. O tem pozivu bova še malo kasneje, ker je pravzaprav javnost dosegel že poleti. Ste koga dobili odtlej? Drugače poleti smo dobili zdaj 2 srednji sestri, ki sta prišli na novo, tako da se zdaj trenutno uvajata. Dobili smo tudi diplomirani 2 sestri, ki sta se odločili, da prideta, ampak to je še vedno premalo, ne? Glede na vas obseg dela, na velikost oddelka, na ambulantno dejavnost, dnevno bolnišnico, ne. Domnevam, da večina naših poslušalcev zelo dobro ali pa celo predobro pozna klinični oddelek za hematologijo UKC Ljubljana, nekateri pa prav gotovo ne. Kako bi pojasnili, kaj vse počnete pri vas za bolnike, s kakšnimi bolniki imate opravka in zakaj ste pa v njihovem primeru veseli odhodov in ne prihodov? Ja, naš oddelek je nekako razdeljen na 3 cone, bi temu rekla. Nekako imamo modro cono, kjer je hospitalni del, potem oranžno cono, ki zavzema enoto za transplantacijo in kemoterapijo in pa še intenzivno enoto. Tako da, če zavzamem vseh postelj, je 40, tako da je kar velik oddelek. K nam prihajajo različni bolniki, tudi splošni internistični primeri, bolniki na lažje kemoterapije, potem bolniki, ki grejo v aktivni proces zdravljenja, in potem bolniki, ki čakajo na presaditev, in potem bolniki po presaditvi. Tukaj gre predvsem za transplantacije, bodisi alogenske, sorodne, nesorodne in pa za avtologne presaditve. To so pa večinoma plazmocitomi. Lahko tudi večkratne, ne? Tudi večkratne, seveda naši bolniki se vračajo, lahko se tudi pride do ponovne transplantacije, ne? Potem bolniki se vračajo tudi na kemoterapije, ne? Na naslednje cikluse, tako da prihajajo velikokrat k nam nazaj. Veseli pa ste, ko jih lahko odpustite? Seveda smo veseli, ko jih spustimo potem v domačo oskrbo. Najbolj smo pa veseli, če se pridejo potem kaj pokazati, pridejo v ambulanto, pridejo potem tudi na oddelek, nas razveselijo s kakšno sladico, kaj nam prinesejo in pa se nam tudi zahvalijo s pisno čestitko. Tako da smo res veseli. Si predstavljam, da je to verjetno vseživljenjska hvaležnost pa ne enega človeka, ampak še njegovih ljudi, njegove družine, svojcev. Tudi svojcev, ja. Tudi svojci so tukaj vključeni, sodelujemo tudi svojci, prihajajo pač na pogovor, pridejo že na pogovor, recimo, če gre bolnik v proces presaditve, lahko pridejo z njim, tako da slišijo vse, kar je pač, kar zadeva proces presaditve. Potem na same informacije, bodisi trenutno seveda obiskov nimamo,
ampak če pač bolnik potrebuje to psihično podporo, pa da mi prepoznamo, ne, da bi mu pač svojci nekaj doprinesli, tudi to omogočimo in tudi izvedemo bris COVID, tako da lahko od svojcev kdo pride k bolniku. Zdaj le ravno ta najin podcast snemava v Zabojniku, zadnje strani kliničnega centra, ne? Ja, to je res vaša je. COVID točka. Ja, nekako COVID točka, kjer se izvajajo brisi za COVID vsak dan, med tednom ob 13. uri, med vikendom, soboto, nedeljo ob 12. uri, prav tako praznike. Tukaj brišemo tudi naše zaposlene in pa vse bolnike, kjer pač prihajajo na sprejem, v proces presaditve, na naslednjo kemoterapijo. Skratka, testirate skoraj do vsakogar, ki vstopi na vaš oddelek. Ja, vsakogar. Zakaj je to tako zelo pomembno? Ja, to je res zelo pomembno zato, ker na oddelku naši bolniki so imunsko zelo ogroženi, in se pač bojimo, vsaka najmanjša okužba, bodisi prehlad, je lahko za njih usoden. Tako da tudi pač osveščamo zaposlene, če opazijo kakršnekoli znake, bodisi da jih nekaj žgečka po grlu ali da jim teče iz nosa, da pridejo takoj na bris in da potem pač ugotovimo, če je karkoli prisotno in ostanejo nekaj dni doma, bodisi navadni rinovirus, je lahko že tudi usoden, ne. To je verjetno velik izziv, da imate dovolj kadra v tej epidemiji, ki trenutno ni razglašena, vemo pa, da je COVID vse prisoten. Ja, res je. Imeli smo kar nekako to obdobje nekako težke kadrovske situacije, zdaj se je trenutno nekoliko znormalizirala, potem je bil še čas dopustov. Tukaj moram povedati, da pač smo se pač nekako, nam je tudi predstojnik naš omogočil, da smo začasno zaprli intenzivno enoto, tako so tudi zaposleni lahko koristili letni dopust. Nekako sem se obrnila tudi na fakulteto, tako da smo dobili 4 študente, katere moram pohvaliti, so zelo pridni, delavni, hitro učljivi, ki so nam pač pomagali čez ta poletni čas in pa še sedaj. Tako da tudi v ambulanti imamo eno študentko, ki je pač praktično samostojna na odvzemu krvi, kar nam pač veliko pripomore. Je pa tako, še vedno se dogajajo bolniške odsotnosti, veliko je mladih mamic, kjer zbolevajo majhni otroci in potem ostajajo doma in potem nekateri seveda so neprestano v službi, ki morajo pač nadomeščati te manjkajoče ljudi, ki bi morali biti tudi pač prisotni, ne. Ko vas takole poslušam, kar težko si sestavljam to sliko. Naš klinični oddelek za hematologijo je kot sem brala, med 10 najboljšimi v Evropi. Prinašate nova zdravljenja, bolniki strašno pohvalijo to skrb, vse možnosti, ki so na voljo. Potem pa po drugi strani pravite, čez poletje smo zaprli intenzivni oddelek, pomagajo nam študenti, če ravno vemo, da so tako zahtevne specialnosti, da so tako zdravniki kot zdravstvena nega zelo, zelo specializirani, to so specifične stvari v medicini. Kako gre to zdaj skupaj, ta improvizacija in kje je meja te improvizacije? Ja, nekako je bilo pač treba improvizirati, Sicer študenta je vedno še nekdo pač zraven, tako da ni samostojen, Hematologija je res specialna veja, in pač kar se tiče tudi zdravstvene nege. Naprimer, ena diplomirana sestra nekako kar potrebuje 2 leti, nekako usposabljanja in pa potem še nadaljnje izobraževanje, da se pač vsega nauči, da lahko nekako rečemo, da je samostojna, In vešča vsega, kar jo čaka. Da, res je. Tako fizično, Psihično, ja, vseh nalog, ker včasih je tudi psihično zelo naporno, in moraš tudi to znati predelati, da pač ne izgoriš. Kako se soočate s temi
tudi lastnimi stiskami, z lastnim doživljanjem, tudi minljivosti, mimo tega ne gre pri vašem delu? Ja, res je, včasih je težko, ne. Pride kar neko obdobje, ko je mogoče kar nekaj bolnikov tako zelo slabih, zlasti te zavrnitvene reakcije. In ko vidiš takole nekoga mladega človeka, ko propada, ko veš, da mu je pač neizogibno, da bo verjetno pač nastopila smrt, se tudi včasih nekatere sestre tudi zlomijo in pač so žalostne in nekako bolj razdražljive. Vse je naporno, težko je to vse gledati dolgo časa, a ne. Zdaj, če se le da, se potem omogoči, da pač ji zagotoviš kakšen prost dan, da je mogoče malo več prosta, a ne. Če seveda pač to pove, pa da ti opaziš, a ne, da je pač potrebuje ta počitek in da pač to nekako tudi se umakne iz tega dela, ne. Poleti smo lahko brali, ko je vaš predstojnik tako zanimivo kolumno napisal v časniku Delo. Se pravi, zapisal je: ko pogledam potrebe po negovalnem kadru, po sestrah, ni druge, kot da prepovem glavni sestri, da odhajajo na dopust. Poleg svojega dela vse skozi opravljajo tudi delo 16 manjkajočih kolegic in so zato še manj doma. Poleg otrok postajajo vse bolj nezadovoljni tudi njihovi možje. Ja, to je čisto res, kar je pač naš predstojnik napisal. Moram reči, da je on zelo razumevajoč do tega, nas razume, tudi podpira. Tako da res vsakemu čast, kar se tega tiče, če karkoli rabimo, če imamo kakršenkoli problem sestrski, je vedno na voljo in nam pač priskoči na pomoč. Tako da tudi v tem poletnem času smo se nekako s tem razbremenili, da smo mogoče vsaj malo zmanjšali s sprejemanjem bolnikom, ne, kot sem že rekla, smo nekako to intenzivno enoto imeli pač zaprto, ker drugače si res ne predstavljam, kako bi izpeljali letne dopuste. Vemo pa, da pač tudi na dopust je potrebno, da grejo ljudje, ne, in da se spočijejo. Povejte mi, kam odhajajo te medicinske sestre? Ja, verjetno je res hematologija zelo naporna, kar se tiče samega dela, tudi je velik obseg dela. Poleg tega pa tukaj še tudi psihični vidik, a ne, ki pač prihaja na vsake toliko časa, kot sem že prej omenila, do takih težkih situacij. Zdaj te sestre so nam nekako odšle na lažja delovna mesta, šle so v zdravstvene domove, potem v bližino svojega kraja. Vemo, da pri nas je tudi veliko sester zaposlenih, ki se vozijo daleč in so si pač našle službo v bližini. Potem 2 sestri sta nam celo odšli v vojsko, čist drugo stvar, ne, v bistvu. Nekaj fantov smo imeli tudi, ti so nam odšli na reševalno. Tako da pač nekako ljudje, nekateri se še malo iščejo, nekateri si pač iščejo boljše pogoje, bližino, več prostega časa, da bojo več prosti, vsaj vikende, praznike. Vemo, da tukaj, ne, pač v terciarni ustanovi pač delaš vsak dan, vse dni v tednu. Vi ste kot gostilna? Ja, res je. Sem želela, da bi bil štos, pa ni ravno, ne? Ker so stvari zelo, zelo resne in nenazadnje žalostne, če do tega prihaja. Povejte mi, gospa Dobrovoljc, kaj pa je tako lepega v hematologiji, da tudi vi osebno vztrajate že leta in leta, da smo naštele kar nekaj, ne? V bistvu ovir, težav in tako naprej. Kaj pa tisto, kar vas vleče, kar vas pa izpolnjuje? Ja, jaz nekako rada delam v tem poklicu že od vsega začetka. Tudi to je bila moja nekako prva služba, ko sem prišla na hematologijo. In nekako sem se našla tukaj noter. Moram reči, da je pa tako res, ko vidiš te
težke bolnike, ki prihajajo k nam, tisto njihovo zadovoljstvo, ne vem, srčnost, ki ti jo potem izkazujejo, že samo s drobno zahvalo, ko se ti pridejo pokazati po presaditvi, je to res nekaj osrečujočega, kar lahko vidiš. Česa pa na drugi strani pri bolnikih ali svojcih niste v enaki meri veseli? Ja, sigurno ne, če pride do raznih zapletov, če pride do poslabšanja bolezni, do relapsov, sploh pri mladih, tega je ogromno. In ko vidiš, koliko nekdo pač da čez vse te terapije, vsa ta zdravljenja, ampak mu potem na koncu vseeno ni pomoči. Imela sem v mislih tudi ta odnos med medicinsko sestro in bolnikom. Zato čez čas kaj spreminja? Ja, čist različno, ne. Zdaj nekateri bolniki tudi niso tako zaupljivi, recimo, ampak takih je zelo malo, no. Večinoma nam bolniki kar zaupajo, se pač prepustijo naši pač obravnavi, tako zdravnikom kot s medicinskim sestram, so poslušni in pač sprejmejo, vse, kar jim pač rečemo, da je pač dobro za njih, za njihovo zdravje. Se prepustijo in tako v timu potem grejo zdravju naproti. Ja. Kakšnega bolnika imate medicinske sestre, da rečem, raje oziroma si želite? Ali je to bolnik, ki veliko ve o svoji bolezni, ali je to bolnik, ki se popolnoma prepusti, zaupa in ne želi preveč informacij? Kako pomembna z tega vidika je ta zdravstvena edukacija? V današnjem času bolniki zelo veliko vejo že. Večinoma vejo, so zelo načitani, dobijo vse te informacije iz interneta, iz literature, zelo veliko preberejo, tudi tuje članke. Tako da je v bistvu nekako že pridejo pripravljeni, ko pridejo k nam na zdravljenje. Redko kateri, da ne bi nič vedel o svoji bolezni, je pa seveda še vseeno vsak pogovor, ko pridejo, tudi dobrodošel, in pa potem ta sprotna edukacija, recimo po teh drobnih korakih, ko recimo bolnik začne s kemoterapijo, ko začne s ciklusom, vse te drobne težave, ki lahko recimo nastopijo, je pa velik doprinos prinese medicinska sestra, ki ga na vse te stvari opozarja, da se on sam opazuje, ona ga opazuje in tako lahko se hitro ugotovi, če pride do kakršnekoli spremembe. Ko ste ravno omenili kemoterapijo, tukaj, če so presaditve in tako naprej, so to zelo neke močne sheme, teh kemoterapevtikov. No, v tem članku, ki sem ga omenila od poletja, je profesor Zver tudi zapisal, ali bi želeli delati v okolju, nekako tako, v okolju, ki lahko povzroča raka, v tem smislu, da krvi pač aplicirate bolnikom te citostatike, da ste tudi sami izpostavljeni. Ja, smo pač izpostavljeni, glede na to, da so to nevarna zdravila, kemoterapevtiki, tudi biološka zdravila. Zdaj tukaj je zelo pomembno, da se zaščitimo, da pač uporabljamo osebna zaščitna varovalna sredstva, da znamo ravnati potem tudi z odpadki. Moraš to pač se ozavestiti, da res pač deluješ po vseh pravilih samozaščite. Zdaj včasih smo bili mogoče še več izpostavljeni, ko smo to na starem oddelku, recimo, jaz se še spomnim, smo sami pripravljali kemoterapije, visoke doze. Zdaj je že par let, smo pa pač tega izvzeti, in to je zelo elegantno, ko dobimo z lekarne že pripravljeno kemoterapijo, tako da jo potem medicinska sestra
samo nastavi bolniku. In potem, ko pač kemoterapija steče, jo pač odstavi. Sam zavedati se pa moramo, da bolniki vse to tudi izločajo. Zato moramo tudi paziti na vse te izločke, da se pač tudi takrat ustrezno zaščitimo. Ne vem, ko preoblečemo njegovo posteljo, ko si zamenja pidžamo, ko pač odnesemo kakšne njegove izločke, da smo pač ustrezno zaščiteni. Me je presenetilo, ko je bilo zapisano, da če bi temu ne bilo tako, ne bi medicinske sestre, ko postajajo mamice, s prvim dnem odšle stran z tega delovišča, kjer se aplicira to kemoterapijo. Ja, se to še zdaj jim omogočimo, da pač večinoma grejo kar v bolniški stalež, mamice, ko zanosijo, ali pa jih nekako izvzamemo, recimo, da niso pač izpostavljene, da pač ne nastavljajo kemoterapije, ampak delajo pač ostale stvari. Niso toliko po sobah pri bolniku, mogoče jih pač razpišemo bolj na ta začetni del, na modro cono, ali pa v ambulanto, recimo na odvzem krvi, kjer se pač nasrečujejo toliko s kemoterapijami. Povejte mi, gospa dobrovoljc, če imate tukaj babico, recimo, ki prejema te sheme kemoterapije, močnih, pa potem gre domov, recimo čez čas v domače okolje, pa ima hčero, ki je noseča ali pa je čisto doječa mamica in tako naprej. Je to nevarno potem tudi v domačem okolju? Ne, v bistvu ne. Dobro. Kar naprej, kaj novega v tej hematologiji, tako že vse pravzaprav zveni rahlo znanstveno fantastično, kako se spreminjajo te terapije, to zdravljenje v tujini oziroma v fazah, recimo kliničnih raziskav. To za vse za vas pomeni, da morate biti kar naprej na preži, se učiti novih reči, ali se motim? Ja, res je. Veliko se je spremenilo, tako da se morajo tudi medicinske sestre pač vedno znova učiti nove stvari. Naprimer, zdaj prihaja CAR-T, celična terapija. Potem novosti so tudi pri zdravljenjih, ko moraš poznati nove sheme kemoterapij, potem nova biološka zdravila. Vsako biološko zdravilo ima svojo shemo, kako teče, kakšne so lahko reakcije, na kaj moraš biti pozoren, in vse to se je pač treba nekako priučiti, naučiti. Je to tisto vseživljenjsko učenje v praksi potem? Ja. Vam je to še zmeraj atraktivno, vas to še vedno mika, ta nikoli končana zgodba, ko je vedno kaj novega? Ja, še vedno. Pa veliko se dogaja, vsak dan je res pri nas kaj novega, tako da. Rekli ste, terapija celična CAR-T, v tem veliko najni poslušalci so imeli priložnost lani slišati, ko se je ta kampanja za nakup teh aparatov sprovedla, bila zelo uspešna. Aparati so v vaši hiši, pa se ta sistem zdravljenja pravzaprav pripravlja še vedno. Kako vi ocenjujete, kakšna je vloga združenj bolnikov, pa ne mislim tukaj samo recimo te kampanje CAR-T, ker to je zgolj eden izmed projektov v teh 15 letih, tega tesnega sodelovanja Slovenskega združenja bolnikov z limfomom in levkemijo in drugih združenj in seveda kliničnega oddelka za hematologijo. Kako to sodelovanje vidite na drugi strani ceste, se pravi pri vas v UKC-ju? Jaz to sodelovanje vidim kot zelo dobro, ker res združenje limfom in levkemija ima res izredno moč in vlogo pri tem. Ker mislim, da če ne bi bilo njih, bi težko vse to sprovedli, ker oni so tisti, ki so šli pač nekako bi rekla v javnost, spregovorili na glas in so res močni, da se je vse to pač izpeljalo.
Pa spomnim se tega sodelovanja med kliniko in različnimi združenji, tudi v času, ko se je potem končno zgradil oziroma pripravil nov klinični oddelek, na kot so bili pogoji strašno slabi. Tega je že skoraj 10 let, ampak vi se tega še spomnite? Ja, spomnim se. Letos je bilo 8 let. 8 let. Ja, leta 2014 smo se preselili, maja, še dobro se spomnim tistega vikenda, selitve, kako je to potekalo. Skratka, bili smo zelo veseli, ko smo prišli na nov oddelek. Na začetku nekoliko izgubljeni, čisto drugi pogoji, drug način dela. Sami smo se morali tudi veliko priučiti, navaditi na nove spremembe. Tako da so tudi zaposleni bolj zadovoljni, kot smo bili pa prej na starem oddelku. Ko se spomnim poletne vročine, ko je teklo od tebe, ko smo bili vsi premočeni, nobene klime, nobene ustrezne ventilacije. Skratka, tudi kar se tiče aparatur, imamo res vsega na voljo, sobe drugačne, lepše, sestrski prostor. Dobro, preko ste omenjali te programe, pa nov oddelek, pa kartiterapijo in tako naprej. Sem se spomnila na ta program celostne rehabilitacije, ki ga tudi že 5 let, še ne, polnih 5 let, tako lepo pelje skupaj klinika z združenjem limfom, levkemija. Ja, res je. Kaj je z vidika vaše stroke, recimo glavna dobrobit, kako bi čisto na kratko povedali, zakaj je za bolnika tako pomembno, da gre skozi ta program ali temu podoben program, ki sicer ne obstaja, ne, ker je samo to. Kaj bi rekli? Ja, ta program se mi zdi zelo dober, tudi opremljen je, dobro z zloženkami. In mi vsakemu bolniku, ko pride na razgovor pred presaditvijo, ta program tudi predstavimo. Tukaj je pač zajeta celostna obravnava, tako prehranska obravnava, psihična, tako telesna, fizična obravnava. In mislim, da bolniki zelo pozitivno sprejmejo ta program. Ko pridejo na razgovor, so nekako v strahu, nekako jih je strah in tudi ko se nam zdijo te vsakdanje stvari nekako samoumevne, postane v tistem obdobju za njih težke. In mislim, da jim prav s tem programom mi lahko nudimo, da se pač postavijo za sebe, da znajo polno poskrbeti za sebe, da se vključijo v ta program z različnimi strokovnjaki. Kar se tiče prehranske podpore, imajo na voljo dietetičarko, se lahko z njo pogovorijo. Kar se tiče telesno-fizične kulture, se pač obrnejo na našo fizioterapevtko, lahko hodijo na organizirano vadbo. Prav tako, kar se tiče psihičnega programa, imajo na voljo psihologinjo za pogovor. Skratka, nekako so celostno obdelani, podprti in obravnavani. Zanima me, kako si vi oddahnete, kako vi presekate službo, si napolnite baterije. Kaj počnete v prostem času? Ja, v prostem času največ se pač predahnem s tem, da grem na kakšen tek, tako, ali pa na bližnji hrib. Tečete? Redno? Ja, nekako kar 2-krat na teden, če mi le uspe, tečem. Koncu tedna grem na kakšen hrib. Če je pa kakšen daljši dopust, grem pa rada na kakšno daljše potovanje. Kdo v življenju vam pa pomaga polniti baterije? Ja, pač tista najožja družina, hči, sin, pa mož. Drugače pa v službi, sodelavci, prijatelji, to. Je pomembno, da človek ima tako močno postavljeno, torej to socialno mrežo, prijatelje ste omenili, sodelavce, s katerimi se dobro razumeš, družino, da ima? Mislim, da ja, da to je zelo pomembno, da imaš okrog sebe tudi druge ljudi, a ne, poleg službe še nekoga, na katerega se tudi včasih lahko obrneš v kakšni stiski, se pogovoriš,
greš z njim na kavo, na sprehod, bodi si se pozabavaš. Kaj pa gobe? Kaj gobe nabirate zdaj? Ne, So silno popularne. Tistih pa ne nabiram, ker jih praktično ne vidim, ko grem v gozd, tako da jih ne nabiram. Ravno kar mi jih je sodelavka včeraj prinesla, tako da res hvala ji. In sem jih pač tudi nekaj naredila za kosilo, nekaj pa pač vložila v skrinjo. Odlično. Gospa Dobrovoljc, najlepša hvala za ta pogovor. Ga bom zaključila z besedami, ki niso moje, ampak so od vašega predstojnika iz članka, ki smo ga danes že dvakrat omenili, da medicinske sestre na kliničnem oddelku za hematologijo odlikuje človeška in strokovna vrhunskost. Hvala za to vrhunskost. Hvala lepa tudi vam. V našo družbo vabljeni spet čez 14 dni. Na slišanje!